Zastan, kaj zdaj, dober? Gremo zdaj na dva burgerja. Poseni kosmiči. Celo banano dava noter. Med. Pa seveda nepogrešljiva stvar. Ja, star. To je to. Da boš imel enkrat dober kvaliteten obrok. Kar smo imeli, z tega smo naredili, ne? Čin. Nedavno je v Ljubljani potekal borilni spektakel VFC 24. Govorili se je, da bi tudi letos nastopil, ampak tokrat po pravilih MMA. Kako da do fajta ni prišlo? Ja, to je res, ja. Jaz sem tudi to borbo sprejel. Sprva fajta pa ni prišlo, ker nisem hotel riskirati. No. In zelo težko bi se zdaj v tem času pripravil veliko dela s telovadnico, s člani, z SP-jem, ki ga imam. In dostikrat sem naredil napako, da sem šel v fight, tako da sem veliko stvari zraven delal in videl sem, da ne moreš dati 100% sebe in pol ljudi ti govorijo, stari, ti smo malo bolj kondicijsko pripravljeni. Tako je, v bistvu so pa stvari v zadnjem čisto drugačne. Do poškodb velikrat je tudi prišlo, pa to in zdaj res nisem hotel riskirati. Mogoče bom še kdaj itak sprejel vse priložnosti, še dost. A si imel kdaj kakšno tako poškodbo, da si rekel, fakt, tole pa zdaj bomo mogli malo nehati? Ja, imel sem že zlomljeno roko, dvakrat sem tudi zmagal z zlomljeno roko. Isto? Ja, takrat je bilo najbolj smešno, meni se je bledal, jaz sem takrat belo videl, ker fora je bila, da so ploščica, ki sem imel na kosti, že od prejšnjega zloma, mi držala ta zlom, ampak to je res bolelo, pa tako, meni se je bledal, pa najbolj mi je bilo, kaj en iz publike pošuje, kot ti boš malo delati na kondiciji, stari. Res, ti pozna, da si ful padel druge dve runde. Ja, okej. Tako da ja, zaradi tega tudi pač hočem, da res vsako borbo zdaj, ko grem naprej, da sem res spreman, tako se zagrejem. V ringu stal tudi z Aleksandrom Rakićem, ki je kasneje naredil tudi zelo uspešno kariero v UFC-ju. A si kdaj razmišljal, da mogoče, če bi ti zmagal v fight, da bi bil ti na tem mestu? Res. Veš, kaj je bilo? Z Rakićem smo se borila, takrat bilo 3 runde kar tako dobro. No. Čeprav jaz mislim, da to prve 2 sta bile sigurno moje. Prišlo je pa do 4. runde, ker so bila izenačena in takrat je v 4. rundi on imel, ker mene je čisto prezmetla 4. runda, ne, fuck! Ampak to je bil en izmed mojih najboljših borb, tako res sem bil takrat pripravljen, res sem lahko malo druge stvari pustil za sabo. Z Aleksandrom sem ful prijatelja, spremljal en drugega po Instagramu. In res, tako kot si rekel, zdaj zadnje 3 mesece ga spremljam, res dobro delo v UFC-ju, tudi to, ta zadnjo borbo, jaz mislim, da bi on mogel zmagati. In pri nama se je isto zgodilo, takrat je on zmagal na isto sceno, ampak lej, to je pač šport. Veliko ljudi ne ve, da ste snemali z Outlawsi, to so hip-hop grupa legendarnega Tupaka Shakurja. Kako je prišlo do tega sodelovanja? To je zanimiva zgodba. Bil sem glih na treningu in jaz se nikoli med treningom ne oglašam na telefon. Glih začel sem, se malo se ogrejem, mi zazvoni telefon, ena številka, ful dolga, Nemčija. Ajde, dobro, se bom oglasil, nisem še začel. Se oglasim v ameriški glas, John Lennon, jaz tako, kva? Manager Outlaws, jaz tako, dej, star, dej ne sedi, trening imam, aj čap, in prekinim. 10 sekund kliče nazaj, jaz tako, pa dobro, jaz tako, dej, halo, kva je, treniram, pa sorry, I didn't understand you, jaz tako, poslušam, pa in grem ven, ker sem že musko dal, veš, nemam iz telovadence v hodnik, prav, da je manager Outlawsov, da je prek mene slišal od Spinza, reperja, ki je sicer živel v Sloveniji in je nastopal takrat v Nemčiji in me je ta Joan me klical, da so Outlawsi na turneji, da so glih prej en teden, da lahko pridejo v Slovenijo in če hoče me da naredimo. Jaz
stari. Vse vezne, ki sem jih imel, sem preklical, da smo zrihtali, da so prišli sem, bili so tukaj en teden, posneli smo komad Honor and Respect, ki je v bistvu angleška različica mojega komada Čast in spoštovanje. Pa je pa še ena dobra scena. Se veš, kako je v studiu, ko se noter zaprca na drugih zvočnikih slišiš odzadaj. In me Dagi vpraša, kje je Zep, če bo Zep prišel, kaj ima pa jaz tako, ne, niga, stari niga, kao Zepa ni. In tako dan pozabil Young Noble, tako, yo, is she talking about niggas? In pa tako, jaz nisem slišal, veš, ko vidim neki tišina rata, tam sob. Tako, neki razlagajo, gor dol, pridem jaz ven. In men, Young Noble, that's up, man, nigga. Ok, cool, no, jaz nisem hotel te besede izgovoriti, no, itek, da ne. In pa meni prav, po mojem, da je bil menedžer ali Dagi, in do me je rekel, stari, ti skrej, rekel, da Zepa ni, on nisem mislil, da ti govoriš o črncih, kao niga. Pa smo povedali, da pač to pomeni, in oni so se skozi iz te besede pa norce delali, kao, he's not here. Ne, niga. Alright, niga. Hey, yo, where's Young Noble? No, niga. No, res zanimiv in taka zanimiva izkušnja. Kaj pa pripravljaš v prihodnosti? A te bomo prej videli v kletki ali na plesišču? Zdaj tako, kar se tiče plesa, z Martinom sva že 4 leta, prve oddaje, sva v navezi in izvajava teambuildinge za podjetja, sodelujeva, delava, tako da sem tudi malo zdaj plesal. Ampak še zmeri mi je prioriteta bolj borilne veščine pa to. Kar se pa tiče muzike, sem spoznal eno res hudo pevko tukaj iz Jesenic, Alja Volte, Sula, in sem jo slišal pet za njegov pa je to zdaj. In zdaj sva par mojih komadov naredila v akustični verziji, ker ona tudi poje refren. Malo pa idejo za en nov komad, tako da jaz upam, da se bo tega lotila, da dajo ven. Bom povedal, pa bo se po FCN, če me pokliče v Ameriko, to hočem izkoristiti, to bo tudi po mojo ena od zadnjih pork. Pa hvala, da si vzel čas, pa veliko sreče še naprej. Hvala tebi, zdaj. Še kdaj.